Evo baziliko, če se spomnite, sem jo zadnjič posadil v zemljo. In tukaj imamo še pak čoj. Evo, kako raste. Danes me pa čaka še ogromno dela. Una semena, ki sem ji dal kalico, v glavnem vsa skalila. In vam pokažem čez par trenutkov, kaj imam danes na razporedu. Tole nekaj špinač usklilo, v drugi posodi enako. To je špinača Matador, potem imamo tukaj špinačo F1, potem je tukaj, če bomo dobro pogledali, nekaj paprike usklilo domače, ne vse, nekaj jih je tam zaplesnelo, kakor vidite, nekaj jih pa bo vseeno. Sem je že kar precej staro, tako da sem zelo zadovoljen. No, tukaj pa vidimo paradižnik češnjevc, je zelo lepo usklil, bo ravno prav velik za presaditev. In pa tukaj imamo še kodrolistni ohrovt, evo kako lepo je usklil. In zdaj me čaka seveda presajanje, kaj pa čem. Evo, takole nasujemo zemljo noter. So kakšne kepice izdrobimo. Pomembno je, da so vse celice enakomerno napolnjene seveda. In pa da tudi malo zemljo noter pritisnete takole na rahlo s prsti, da bojo celice zapolnjene lepo, enakomerno. Seveda tam, ker manjka zdaj še zemlje, jo še dodamo. Še po vrhu in je to to. Ta pladenj bom zdaj namočil v vodo, da se dobro zemlja napije vode, da bojo sadike prišle lepo v primerno okolje in jih potem seveda tudi odcedil. Za poravnavo uporabljam kar kitajske palčke, da odvečno zemljo takole dol spravimo. In poroma zdaj v vodo slednji pladenj in nadaljujemo. Super. Dajmo še enega. Takole zdaj bomo naredili noter v tele celice v sredino luknjo, v katero bomo potem dali semena. Uskaljena seveda. Takole. Sem uporabil kar svinčnik, seveda uporabimo še pinceto in bomo kar začeli špinačo. Evo, takole zgleda. No, pardon. Špinača. 8. marec, 4. marca smo tole posejali, oziroma dali na vzklitje. In evo, imamo že zelo, zelo dolge korenine. In tole damo lepo v zemljo, malo zatisnemo v obrobo. Seveda v zemljo damo samo skaljene rastline, kar vidite, dosti jih še ni vzklilo, tako da bo čez kakšen dan. Seveda to skaljeno seme obrnete tako, da korenina gleda navzdol seveda, da gre v jamico noter globoko, oziroma da je malo pod površjem ostane, da ni pregloboko. Če boste dali pregloboko, potem bo zelo težko ven prišla. Oziroma eno tako pravilo je, da vsako seme date na maksimalno dvokratno velikost
samega semena. Torej ta, da imajo, damo v zemljo res samo tiste zdrave rastline, ki prosperirajo oziroma ki so vzklile, vse ostalo pa pač damo, zavržemo stran, ne. Namreč, če bi kar na pamet vse tole posejali, bi lahko se zgodilo, da bi imeli samo 1/3 polnih celic, ostalo bi bilo pa prazno, ker ne bi sklilo, a ne. To je ena izmed poglavitnih idej, zakaj to počnem tako. Kot sem rekel, je precej časa vzame, ampak se splača. Res se splača. F1, 4., 3., 25. In zdaj vzamemo drugo špinačo, torej da bojo vse špinače vse skupaj rasle, a ne. Tele bojo pa potem jutri prišle na vrsto za presajanje, ki bojo še vzklile. Okay. Imamo še špinačo Matador. Že ime pove, da pride taka res velika špinača. Tudi zelo lepo je vzklila. Takole. Pa gremo. Takole, drage kolegice, dragi kolegi, medtem ko jaz tole dajem v zemljo, se vi lahko komotno naročite na moj kanal. Če še niste naročeni, stisnite kakšen like, če vam je video všeč, ga delite naprej in v komentar zapišite, če vi tudi kaj sadite, a ne. In pa seveda, a uporabljate isti sistem kot jaz ali kakšnega drugega. Hvala. Evo, to je bila špinača Matador, jo ustrezno označimo. Evo. Bomo točno vedeli, da imamo tukaj eno vrsto, pa tukaj drugo vrsto špinač. Takole, zdaj bomo pa še kodrolistni ohrovt posadili v zemljo. Šlo dosti enostavno, kakor je videti. Takole s pinceto pikiramo lepo noter. Takole še označimo, kodrolistni ohrovt in gremo pod lučko. Naslednji je na vrsti češnjevec, pravi paradižnik. Da vidimo, kako bo šlo tole. Hvala za ogled do konca, uspešno vrtičkanje vam želim in pa srečno do prihodnjič.